Lep pozdrav, dober dan vsem članom Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in pa seveda našima današnjima gostova iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, to je gospod Salicelj in pa gospod Pšeničnik. Torej, pričenjam za 28. izredno sejo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, ki sem jo sklicala na podlagi 22. člena Poslovnika Državnega sveta. Sklicem seje komisije 1.12. ste prejeli naslednji predlog dnevnega reda. Prvič, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju investicij, nujni postopek je to, in sprašujem, ali želi o tako predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati. Ugotavljam, da ne. In če ne želi nihče razpravljati, predlagam, da preidemo kar na glasovanje. Predtem naj pa vas tudi obvestim, da na današnji seji komisije državnega svetnika in člana komisije gospoda Branka Tomažiča nadomešča državni svetnik gospod Cvetko Zupančič. Dobrodošel pri nas, upam, da se boš dobro počutil, sicer smo pa že veliko stvari delali skupaj. In pa, da državnega svetnika in člana komisije Oskarja Komaca nadomešča državni svetnik gospod Ladislav Rožič. Dobrodošel tudi ti. No, in zdaj prehajamo kar na glasovanje o prebranem dnevnem redu. Prisotnih je 9 članov komisije in prosim, da kar glasujemo, kdo je za prebrani dnevni red, naj potrdi z dvigom roke. Je kdo proti? Ugotavljam, da ne. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda. To je, kot sem že rekla, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju investicij. Predviden je nujni postopek. Predlog zakona je v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije. Bi kar prosila predstavnike Ministrstva za gospodarstvo za predstavitev zakona. Izvolite, prosim. Gospod Salicelj ima besedo. Spoštovana predsednica, gospa Lah, cenjeni svetniki, svetnice, lepo pozdravljeni v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Dovolite mi, da v nekaj kratkih bistvenih stavkih oziroma odstavkih poskušam orisati, kaj smo želeli doseči z predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah in kje pravzaprav ležijo tudi razlogi za to dopolnitev in ne nazadnje nujni postopek. Investicije, kot vemo, so za nacionalno ekonomijo dejansko eden najpomembnejših dejavnikov pri pospeševanju gospodarskega razvoja. In s predlogom tega zakona, ki je pred vami, želimo predvsem uresničiti zavezo Republike Slovenije, ki smo jo podali v načrtu za okrevanje in odpornost, da bomo z reformo usmerili investicijsko dejavnost v zeleni prehod in dosegali višjo produktivnost gospodarstva. S tem bomo omogočili črpanje 88,5 milijonov evrov za spodbujanje investicij iz naslova mehanizma za okrevanje in odpornost. Prav tako želimo ostati konkurenčni drugim državam pri privabljanju investicij iz tujine in ustvariti enostaven in predvidljiv sistem dodelovanja investicijskih spodbud. Zato je Vlada Republike Slovenije dne 18.11. določila besedilo zakona in ga posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem po nujnem postopku. Z obrazložitvijo, da gre za doseganje z Evropsko komisijo dogovorjenega cilja iz načrta za okrevanje in odpornost, to pa je, da mora takšna sprememba stopiti v veljavo najkasneje do konca leta 2021. Torej smo malo v časovni stiski. V nasprotnem primeru je seveda možna izguba sredstva iz tega mehanizma in posledično odmik od napovedanega financiranja investicij. Ključne rešitve, ki jih predlagamo, da se znotraj investicij, ki se bodo financirali iz načrta za okrevanje in odpornost, da to storimo na podlagi javnega razpisa in sicer v naprej določenih vrednostih. V vrednostih med 1 in 12 milijoni v predelovalni dejavnosti, med 0,5 in 3 milijona evri v storitveni dejavnosti in pa investicije med 0,5 in 2 milijona evra v raziskovalno-razvojni dejavnosti. Iz sredstev načrta za okrevanje in odpornost dodana vrednost na zaposlenega
gospodarski družbi 2 leti po zaključku investicije predvideva višjo stopnjo od dodane vrednosti na zaposlenega v gospodarski družbi v poslovnem letu pred oddajo vloge. To je tudi ena izmed bistvenih sprememb. V zameno za to se pa na drugi strani, zavedajoč se, da se trg dela bistveno spreminja, opravlja obveznost ustvarjanja novih delovnih mest. V podjetjih pa ostaja zgolj zaveza po ohranjanju obstoječega števila le-teh. Zaradi potreb in usmeritev po zelenem prehodu in uresničevanju tako imenovanega dvojnega prehoda so dodani zeleni pogoji, kot so energetska učinkovitost proizvodnje, okoljsko odgovorno ravnanje, snovna učinkovitost, začetek izvajanja investicije v roku 6 mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju in pa doseganje vsaj 40% ocenjenih točk iz naslova zelenih, to je tako imenovanih okoljsko-trajnostnih meril. Ni dovoljeno podpreti investicij, ki so v nasprotju z standardom, da investicija ne sme škoditi bistveno in so v nasprotju s cilji 17. člena uredbe EU 2020/852. V žargonu se ta omejitev imenuje do no significant harm. Podrobnejša merila določa podzakonski akt in bo z aktualnimi merili oziroma kazalci kar najbolje odražal prispevek k zelenemu prehodu. Na mestu je tudi dodatek, da je ta podzakonski akt tudi bil že dan v javno obravnavo. Na drugi strani bomo še dalje sprejemali vloge za investicije, ki se bodo financirale iz integralnih sredstev, se pravi sredstev državnega proračuna, na podlagi neposredne vloge, kot smo to počeli že do sedaj, s tem, da znižujemo pragove za te investicije. Prag je bil prej na 15 milijonih, za predelovalno industrijo se zdaj predelovalno dejavnost se znižuje na 12 milijonov, na 3 milijone je prag postavljen do storitveni dejavnosti in pa 2 milijona pri raziskovalno-razvojni dejavnosti, skratka pri slednjih dveh ti pragovi ostajajo enaki kot doslej. Dodana vrednost na zaposlenega mora biti tudi v teh projektih 2 leti po zaključku investicije višja kot v dejavnosti v Republiki Sloveniji, v katero se gospodarska družba uvršča, in višja od dodane vrednosti na zaposlenega v gospodarski družbi pred letom oddaje vlog. Skratka, merimo na višanje produktivnosti skozi višanje dodane vrednosti. Na drugi strani, podobno kot pri delu iz načrta za okrevanje odpornost, bistveno nižamo zahteve po ustvarjanju števila novih delovnih mest, ki se prepolovijo na 25, 20 oziroma 10 pri različnih kategorijah, se pravi predelovalna dejavnost, storitvena dejavnost in raziskovalna dejavnost, od tega 5 visoko kvalificiranih. Še vedno opredeljujemo strateške investicije. V primeru strateških investicij se zahtevano število ustvarjenih novih delovnih mest tudi prepolovi, in sicer iz 400 na 200 v predelovalni dejavnosti, storitveni pa iz 200 na 100. Dodaja se tudi možnost uporabe evropskih pravil za dodelovanje pomoči za naložbe malih in srednjih podjetij. Namen regionalnih pomoči je pomagati pri razvoju najbolj prikrajšanih območij iz upravičenosti, tako da lahko ob novi regionalni karti izpadejo določena območja v zahodnem delu, ki pa jih podpremo v manjšem obsegu, upoštevajoč pravila za naložbe za mala in srednja podjetja. Na drugi strani se v drugih delih Slovenije v okviru regionalne karte stopnje pomoči sorazmerno višajo. V zaključek, spoštovani, bi želel podati, da slovensko gospodarstvo potrebuje to spremembo z področja investicij z namenom spodbujanja kapitalno intenzivnih investicij, investicij v naprednejšo tehnologijo, avtomatizacijo poslovnih procesov, kar bo dolgoročno omogočilo večjo produktivnost podjetij, konkurenčnost, odpornost in zeleni prehod. Verjamemo, da bomo s tovrstnim pristopom, ki pomeni postopno izboljšanje poslovnega ter podpornega okolja, uspeli zadržati v Sloveniji prisotna podjetja in jih spodbuditi k nadaljnji širitvi in nova vlaganja, kakor tudi privabiti nove tuje investitorje.
To bo vplivalo na vzpostavljanje pozitivne investicijske klime in optimizma, kar lahko pomeni zgolj nov razvojni impuls za Slovenijo. Slovenija ta zakon potrebuje v tem trenutku, zato da se omogoči črpanje sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, saj vsaka drugačna odločitev lahko pomeni izgubo priložnosti, ki je pred nami. Pa dovolite, da v zaključek podam še nekaj lastnih opažanj oziroma subjektivno noto gospodarstva. Smo na nek način izjemno ponosni, da smo znotraj načrta za okrevanje in odpornost lahko izborili, da tako rečem, teh 90 milijonov evrov, ki jih bomo namenili izključno investicijam, ki jih bomo namenili točno v času, ko je pravzaprav pandemija nam pokazala, da lahko z novimi investicijami, predvsem z investicijami v avtomatizacijo poslovanja, avtomatizacijo, robotizacijo in podobno linij v industriji tudi pripomoremo k varovanju zdravja na eni strani. Na drugi strani pa s tem bistveno višamo investicijski potencial. Prvič po res dolgem času na gospodarskem ministrstvu smo se dejansko dolgo borili, da bi za investicije takšnega tipa zagotovili dodatna sredstva in tukaj smo z vsemi štirimi, po domače povedano, zgrabili to priložnost Evropske komisije in pripravili vse, kar je potrebno, da razpise objavimo za te investicije, za teh skoraj 90 milijonov že v prvem kvartalu prihodnjega leta. Izjemno nas veseli tudi to, da smo naredili miselni premik v glavah, da spremljamo situacijo na trgu, da spremljamo predvsem trg delovne sile in da smo dosegli konsens o tem, da zato, da dobi podjetje državno podporo, ni več nujno, da dodatno zaposluje. Ker nam je popolnoma jasno, da v teh razmerah to ni vedno mogoče. Še posebej ne takrat, ko govorimo o visoko kvalificiranem kadru. In konec koncev tudi, da smo dosegli konsens skupaj z deležniki, ni napačno, da omenimo, da smo se vse skozi intenzivno usklajevali z gospodarstvom, predvsem tudi z Gospodarsko zbornico Slovenije, da smo na drugi strani se zavezali k temu, oziroma da bomo tudi podjetja spodbudili, da se zavežejo k temu, da povišujejo svojo dodano vrednost. Ker je to nenazadnje naš skupni cilj, ki smo si ga zastavili v skupni strategiji razvoja do leta 2025, da dosežemo 60 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega in do leta 2040, da dosežemo 65 tisoč evrov na dodane vrednosti na zaposlenega in se s tem približamo sosedam, predvsem Avstriji, s čimer bomo tudi pomagali preprečevati odliv možganov in pa dnevnih migracij čez mejo v sosednje države. To je prvi korak v tej smeri. Jaz verjamem, da ni zadnji, še dalje se bomo borili, da investicijam zagotovimo čim večji obseg sredstev. Kot rečeno, to je prvi korak in hvala vam za vašo pozornost in vas iskreno prosim za podporo k temu zakonu. Zdaj vas moram pa prositi, če se lahko izklopite. Hvala lepa za predstavitev. Zdaj pa odpiram razpravo državnih svetnikov. Mogoče kar jaz za začetek. Jaz moram reči, da v osnovi zelo podpiram ta zakon. Moram na tem mestu tudi, čeprav sem to že večkrat poudarila, ampak mislim, da prav konkretno vam ne, da smo mi vse skozi teh COVID razmer zelo, zelo dobro sodelovali z Ministrstvom za gospodarstvo in kar je še bolj pomembno, moram poudariti izjemno odzivnost Ministrstva za gospodarstvo. Za razliko od nekaterih drugih ministrstv, ki zdaj delajo na raznih ukrepih, kjer je praktično komunikacija nemogoča. Ne glede na to, bi pa v zvezi z tem zakonom le imela nekaj vprašanj in sicer vi ste zdajle v zadnjem delu vaše predstavitve, gospod Calica, izpostavil, da ste intenzivno usklajevali vsebino z deležniki. Zdaj javna obravnava, če sem prav si zapomnila, je bila samo 10 dni.
Moram reči, da Trgovinska zbornica Slovenije predstavlja 30% slovenskega gospodarstva in z nami se ni usklajeval nihče. Jaz verjamem, da ste se usklajevali za Gospodarsko zbornico Slovenije, ker tudi cel zakon bazira na analizi, ki jo je Gospodarska zbornica opravila. Daleč od tega, da bi dvomila ali pa oporekala zaključkom te analize, ki grejo v smeri, da je slovensko gospodarstvo pripravljeno investirati, da je za več kot 2 milijardi, mislim, da celo 2,8 milijarde evrov pripravljenih projektov za investicije, vendar imam občutek, da so te investicije precej ozko usmerjene v določene dejavnosti. In zdaj, če izhajam iz obrazložitve k zakonu, mislim, da je to na 6. strani, tu izpostavljate napredno avtomobilsko industrijo in mobilnost, proizvodnja strojev in izdelkov iz kovin, sektor hrane in pijače, sektor informacijske in komunikacijske tehnologije, proizvodnjo električne opreme in pa farmacevtsko industrijo in proizvodnjo medicinske opreme. In moje vprašanje gre pravzaprav v smeri, kako pa bo storitvena dejavnost, pa ne govorim samo o trgovini, govorim tudi o drugih storitvenih, naprimer o turizmu, pa še kaj bi lahko naštela, kako pa se te dejavnosti lahko vključijo v pridobivanje sredstev iz tega naslova, to bi bilo eno vprašanje. Drugo vprašanje pa, če na kratko lahko obrazložite, kako bo sploh potekal ta proces. Torej jasno je, da bojo na osnovi teh 90 milijonov razpisi, da bojo določeni kriteriji, določene od njih ste že naštel, vendar bolj tiste, ki grejo v smeri ohlapnejših pogojev za pridobitev teh sredstev, pa če mogoče lahko v nadaljevanju tudi obrazložite, kako boste kontrolirali potem, ko bodo investicije že izvedene, ta dvig dodane vrednosti oziroma ali bodo morale, ker ta dvig dodane vrednosti se ne bo zgodil čez noč seveda, ali bodo morala podjetja ta sredstva tudi vračati v primeru, da v nekem obdobju ne bo prišlo do dviga ciljane dodane vrednosti. Toliko bi jaz imela za začetek, pa še enkrat sprašujem kolege, ali se kdo prijavlja k razpravi. Državni svetnik, gospod Srečko Cvirk ima besedo. Izvolite. Miro, kjer ga moram zdaj? Hvala. Sam zelo pozdravljam ta zakon, kajti okrevanje in odpornost je v tem trenutku izredno pomembna in stabilnost gospodarstva in tudi tehnološki preboj za našo konkurenčnost, ki je nujno potrebna. Pri vsakem takem zakonu je potreben podzakonski akt, ki je bil že napovedan, kdaj bo sprejet, kajti praviloma prihajamo v časovno stisko in tudi mogoče informacija, na kakšen način bodo ta sredstva podeljevana oziroma kakšen bo ta proces, ali je to agencija Spirit ali je neposredno ministrstvo. Zakaj sprašujem? Zato, ker te gospodarske podpore so razpisane v nekem trenutku gospodarskega stanja. V določenem času se gospodarsko stanje lahko bistveno spremeni in smo v času hitrih sprememb. In v relativno kratkem času trajanja investicije se lahko gospodarske razmere zelo spremenijo. Zelo pomembno je, da je število delovnih mest kot pogoj znižano, kajti danes je v podjetjih velik napor, da ohranjajo konkurenčnost, dvigujejo dodano vrednost in ohranjajo število delovnih mest, ne samo povečujejo delovnih mest, ker ne gre zadeva skupaj. Če dviguješ dodano vrednost, ne moreš sorazmerno povečevati število zaposlenih. Zakaj to sprašujem? Kakšen je na nek način izvedbeni načrt ali pa saj ocena izvedbe tega razpisa? Zato, ko skozi
dejavnost in aktivnost nastanejo težave. Izhajam pa iz tega, ko je podjetje pridobilo razvojna sredstva pred več kot 10 leti. Danes je to zelo kvalitetno podjetje in svojega cilja ni v popolnosti doseglo in imamo ali pa ima zaradi nepopolnega izpolnjevanja pogodbe resne težave. To pa lahko je velika ovira za tudi kandidiranje sredstev, kandidiranje podjetja na take razpise in tudi zadržani oziroma poslovno konzervativni menedžeri potem to tveganje ne želijo sprejemati in se potem ne odločajo za tako razvojno spodbudo. To vprašanje se mi zdi izredno pomembno, ker so sredstva potrebna, hkrati pa je potrebno, da so podjetja na neki varni strani, ko vstopajo to zaradi tveganj, ki nastanejo v času investicije in po investiciji, ker se lahko na trgu razmerja bistveno spremenijo. Avtomobilska industrija, ki je bila izpostavljena, ena od takih. Hvala. Hvala lepa. Naslednji se je prijavil k besedi državni svetnik, gospod Mitja Gorenšček. Izvoli. Predsednica, hvala za besedo. Lep pozdrav predstavnikom Ministrstva za gospodarstvo. Jaz bi tudi v štartu rad pohvalil sodelovanje ministrstva z zbornico, verjamem, da tudi z drugimi zbornicami. Dejstvo je, da sodelovanje ni bilo v času samo javne razprave, ampak da je to plod sodelovanja različnih izmenjav mnenj tudi v preteklosti, tudi na podlagi prakse preteklih razpisov, dobrega opazovanja stanja na trgu. Tukaj se je v zadnjem obdobju zakonodaja kar spremenila. Ena od glavnih sprememb je bila to, da so spodbude namenjene tudi domačim podjetjem pod enakimi pogoji, kot so bila prej namenjena samo podjetjem v tuji lasti. Drugič, kriterij števila zaposlenih v času, ko število zaposlenih manjka in ko želimo narediti nek tehnološki preboj, pa tudi to je vezano tudi z tem zelenim prehodom, pomeni, da nas to usmerja, spodbuja k avtomatizaciji. Tako da, kar se tega tiče, vse lepo in prav. Mi smo zadovoljni, marsikatera stvar je bila upoštevana. Rečeno je bilo, da je bilo to narejeno tudi na podlagi ankete Gospodarske zbornice. Gospodarska zbornica je, ko je bil začetek govora o teh evropskih sredstvih za okrevanje in odpornost, šla v solo akcijo raziskave trga, naredila obširno anketo o investicijskem potencialu slovenskih podjetij in to delila tudi z ministrstvom. Verjamem, da je bilo to uporabno gradivo za njih. Verjamem pa tudi, da tista podjetja, kljub temu, da jih mi nismo zajeli v anketo, še ne pomeni, da ne bojo mogle kandidirati na razpisana sredstva. Z vsebino predstavljeno se strinjam, eno vprašanje imam, naj ne bo to prevelika kritika, ta kriterij dodane vrednosti, ki more biti nad povprečjem v panogi. Tukaj imam nek pomislek, to pomeni, da s tistimi, ki so povprečni in nadpovprečni, bojo imeli možnost to zadevo še izboljšati. Tisti pa, ki so pod tem povprečjem, pa lahko kljub temu, da predstavljajo nek potencial, da rabijo neko spodbudo za to, da to povprečje dosežejo, pa če sem prav razumel, ne bojo mogle pod enakimi pogoji kandidirati za ta sredstva. Hvala lepa. Naslednji se je prijavil k besedi državni svetnik, gospod Golob. Izvoli.
Hvala lepa za besedo, predsednica. Tudi z moje strani lep pozdrav predstavnikoma Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Torej tudi jaz zelo podpiram korake, ki grejo v razvoj in podporo gospodarstvu. Ne glede na to, da sem predstavnik interesne skupine tudi lokalnih interesov. Lokalne skupnosti so tiste, ki dajo spodbudo k temu, da gospodarstvo lahko nemoteno v lokalnih skupnosti pravzaprav deluje. Zdaj vemo, da je tudi moja pohvala, seveda, ministrstvo z izkušnjami v iztekajoči se finančni perspektivi 2016-2020, kjer je bil zelo dober odziv, moram reči, pri črpanju sredstev, ki so šli tudi z tako rekoč naslova prednostnih naložb, predvsem kar se tiče 3.1, spodbujanje gospodarstva in moram reči, da smo pravzaprav tako vzhodna, kako zahodna regija, vsa sredstva, ki so bila na razpolago, tudi počrpali. Seveda je drugo vprašanje, zakaj je tako majhna brezposelnost. Verjetno zaradi tega, ker so bili ukrepi pravočasni in tudi ta priprava, predlog zakona, ki ga danes tukaj obravnavamo na tematični komisiji, vodi k temu, da bomo tudi v prihodnje lahko zadržali tako majhno brezposelnost, ki imamo pravzaprav zgodovinsko zelo mali odstotek ljudi, ki so še brez dela. Tukaj so še drugi razlogi in vsekakor tudi v drugih, še bolj uspešnih evropskih državah do tega procenta brezposelnost prihaja. Zdaj moje vprašanje, morda boste mi znali odgovoriti, seveda so ostali tudi na nekaterih drugih prednostnih naložbah nekaj ostanka, tako znotraj regij, torej statističnih regij, kakor tudi nasplošno na vzhodni in zahodni kohezijski regiji. Zdaj nekako se sliši, ali je to res, ne boste danes na to odgovorili, da želi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pravzaprav vse te ostanke denarja potegniti na svoje ministrstvo. Bolj me je strah, da se nekako vlada, ki pripravlja skupaj zakon in tudi ta zakon je bil usklajen na vladi, želi pravzaprav ta sredstva potem prenesti na eno ministrstvo. Kot sem že rekel, nimam nič nasproti, da gre v gospodarstvo, ampak vendarle so še ostale naložbe, ki so prednostne in so še kako pomembne, predvsem za razvoj tudi gospodarstva. Pa naj se gre to opremljanje obrtnih con, vodooskrbe, spodbujanje urbane mobilnosti in vse to in vodni sektor, vse to vodi seveda k temu, da smo lahko skupaj uspešni. In gospodarstvo, in razvoj turizma, in pravzaprav celoten aparat države, ki na tak način funkcionira. Zdaj jaz bi seveda predlagal, da če gre v tem primeru tudi za te ostanke, ki bi jih naj bilo, ne vem, vse več kot 10 milijonov, torej med 10 in 30 milijonov, ostanke denarja, seveda regije vztrajamo, da denar ostaje na regijah. Pravzaprav, da lahko še dodatno dobimo kakšen denar. Gre pa seveda ta denar z mehanizma za okrevanje in odpornost in seveda, kje lahko tudi ostali štartamo na kakšen razpis. Vemo, da vse, kar se tiče teh razpisov, ki bodo že sedaj in pravi zakona za okrevanje in odpornost, nimajo enakih pogojev, kot so imeli tudi ostali. Torej, vem predvsem za opremljanje aglomeracij po 2000 PE-jev, tukaj bo sofinanciranje le do 50%, kar pa pravzaprav si ne znamo predstavljati, glede na to, da občine kandidiramo na to, da bomo lahko 50% sofinancirali z lastnim deležem. Ampak če to ni zdaj današnja tema, kar mislim, da ni, bolje vprašanje, ali bodo tudi soračunani v ta sredstva, ki jih nameravate v prihodnje do leta 2026, vključiti tudi ostanki iz kohezijskih delov. No, sam to, drugače pa seveda bom predlog zakona kot član te komisije tudi podprl. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku, gospodu Golobu. Zdaj bi pa tukaj zaprosila za vaše komentarje oziroma odgovore. Izvolite, prosim. Najlepša hvala za besedo. Kar nekaj vprašanj se je pojavilo, vsa so seveda tehtna. Če bom slučajno kjerega vmes pozabil omeniti, odgovoriti, opomnite me, ni namen, da bi se čemu izogibal, ampak bolj to, da je bila količina precejšna. Na vprašanje spoštovane predsednice,
Uvodoma se lahko drži, posujem s pepelom in opravičim. Intenzivneje smo se v tem delu, investicijskem delu, dejansko bolj intenzivno pogovarjali z gospodarsko zbornico, kar pa ne pomeni, da storitvene dejavnosti ne morejo biti predmet teh investicij oziroma da ne morejo biti deležne teh sredstev. Ravno tako bodo deležne kot ostale investicije. Zraven tega pa še omenjen je bil vmes turizem. Turizem se pa obravnava ločeno od tega in znotraj načrta za okrevanje in odpornost, pa ne me držati za besedo, ker ni moje področje, mislim, da je še 80 milijonov evrov na voljo ravno za investicije v turističnem delu, mislim, da v namestitvene kapacitete in pa tudi v javno turistično infrastrukturo, kar je deloma tudi že odgovor na ta zadnje vprašanje, ampak bom se temu tudi še vrnil na koncu. Kar se tiče ohlapnejših pogojev oziroma debat vezanih na poviševanje dodane vrednosti, tukaj je treba na nek način vedeti, da tudi seveda mi, saj ste vsi ugotovili, da se poskušamo prilagajati razmeram, ki so na trgu, poskušamo tudi znotraj spremenjenih razmer reagirati že pri obstoječih razpisih, se pravi, da ne silimo z glavo skozi zid in pa podjetja silimo v izpolnjevanje pogojev, ki jih ne morejo doseči. To pomeni, da ali podaljšujemo roke za izvajanje investicij ali pa kakihkoli drugih razpisov, kakihkoli drugih vložkov. In namen je najti skupno rešitev. Veste, vračanje sredstev je čisto ta zadnja inštanca. Tudi nam ni v interesu, da podjetja sredstva vračajo in tudi tukaj pri tem razpisu bomo poskušali že v razpis sam unesti načelo neke sorazmernosti. Seveda se bo moglo podjetje zavezati k temu, da bo povečevalo dodano vrednost. To je cel namen investicijske spodbude. Nima smisla, da investiramo zato, da nekaj ostane na istem nivoju, kot je, ker potem ne moramo govoriti o napredku, ampak govorimo o stagnaciji. Razumemo pa seveda, da ko obstajajo objektivni razlogi, da te objektivne razloge precenimo in pogledamo, kateri cilji so pa vendarle bili doseženi, kateri ne in iz kakšnega razloga ne. In da se potem sorazmerno glede na odgovornost bodisi podjetja, bodisi objektivnih razlogov tudi dogovorimo o sorazmernosti naših ukrepov. Kot rečeno, v tem kontekstu je vračilo sredstev zadnji ukrep znotraj sorazmernosti. Vmes so še kateri drugi, so podaljševanje rokov, so obrazložitve in tako naprej. Skratka, tu bomo zagotovo šli v tej smeri, natančneje pa bodo, to pa drži, ti pogoji zapisani v okviru razpisa. Zakon sam daje podlago za to, da lahko gremo v razpis oziroma v razdelitev teh sredstev skupaj z uredbo, ki daje smernice, kako naj se merila upoštevajo, no potem je pa stvar razpisa, kako se ta merila potem tudi ponderirajo in kaj bomo upoštevali bolj, kaj bomo upoštevali manj, kaj bomo nagrajevali več in kaj bomo nagrajevali manj. Ni odveč, da povem na tem mestu tudi, da dejansko bomo prvič lahko z evropskimi sredstvi podprli tudi velika podjetja pri teh investicijah. Do zdaj je to veljalo samo za MSP-je in vem, da zveni morda nesorazmerno, ampak v luči do Evropske komisije je to vseeno izbojevana zmaga do določene mere, ker se do sedaj vedno usmerjalo glavnino sredstev v MSP-je, pri čemer se zavedamo, da je treba podpreti tudi velike sisteme, ker tile za sabo potegnejo tudi male. Razpis bo izvedla agencija Spirit, je bilo zelo konkretno vprašanje, pa zelo konkreten odgovor. Znižanje delovnih mest oziroma pogoja delovnih mest, tu bi še enkrat rad poudaril, velja ne znižanje delovnih mest, ampak ni treba ustvarjati novih delovnih mest na teh sredstvih, ki jih bomo razpisali. Se pravi, mora ostati na istem nivoju. O znižanju govorimo pri večjih investicijah, kjer podjetja dajo neposredno vlogo k nam na ministrstvu, se pravi od 12 milijonov naprej, za tiste više investicije. In to je pomembno vedeti. In deloma na to tudi odgovor že sledi gospodarski zbornici, kjer je bilo izpostavljeno, zakaj smo obdržali v enem delu, se pravi doseganje više dodane vrednosti od povprečja v panogi. Tu bi želel poudariti, da ta del velja za tisti del zakona, ki se nanaša na neposredne vloge pri nas na ministrstvu,
kjer smo že do zdaj to obravnavali, kjer večinoma, moram reči, v zadnjem času nismo imeli težav za tem, da so investitorji, ker se želimo tiste največje, najbolj propulzivne spodbuditi k dodatnemu razvoju in s tem tudi k razvoju panoge kot take. Medtem ko skozi razpis, kjer govorimo o sicer manjših zneskih pomoči oziroma manjših investicijah, pa ne govorimo o višanju dodane vrednosti nad povprečje panoge, ampak samo od tega, kjer je štartov, zato ker se zelo dobro zavedamo, da moramo podpreti tudi tiste, ki imajo sedaj mogoče 25.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega in mora imeti priložnost, da zraste. In tudi, če bomo zajeli te manjše, se bo skupna povprečna dodana vrednost gospodarstva kot celote povišala. In to se nam zdi pomembno. Pri čemer tudi je treba poudariti, da na drugi strani, zakaj smo obdržali tisto povprečno dodano vrednost v panogi, zato ker pričakujemo, da za velike investicije se pa morajo prijaviti tista podjetja, ki so tudi sposobna tako veliko investirati. Kar nekdo, ki ima nizko dodano vrednost, vprašanje, če v tem trenutku je. Ker tu se potem vrnemo nazaj k tistemu vprašanju, kako striktni smo pri pogojih doseganja meril, oziroma zavez, ki smo si jih podali, ne? Oziroma so se tudi podjetja zavezale, bolj pridemo tudi lahko do konflikta. Ta zadnje vprašanje, kar se tiče ostankov sredstev, v koheziji predvsem moramo razmejiti, da govorimo pri dveh popolnoma različnih virih med NOO-jem pa kohezijo in da nimata eno z druga, ne da nimata veze, ampak en vir drugega dopolnjuje in sta na nek način komplementarna. Ne morem komentirati tega podatka, da vlečemo kakorkoli sredstva iz kohezije na nas, z drugih resorjev, to ne poznam tega, zagotovo pa glede na to, da pri nas v našem okviru tudi deluje Direktorat za regionalni razvoj, ki je zadolžen za regionalno razvitost regij in ne podpira nujno samo neposredno gospodarstvo, ampak tudi izgradnjo con in podobno, kot ste omenili, lahko rečem, da tukaj pa te aktivnosti potekajo, ampak so namenjene ravno razvoju regij in da tudi znotraj načrta za okrevanje in odpornost v tem investicijskem delu je tudi podpora predvidena za razvoj regij, ampak to ni predmet tega zakona in mislim, da tam je predvidenih tudi, če se ne motim, 40-50 milijonov. Podrobnosti pa, kot rečeno, tam žal ne poznam, ker niti predmet mojega področja, niti tega zakona. Tako da več kot to niti ne bi znal odgovoriti po pravici povedano. Zdaj pa me prosim opomniti, če sem kaj pozabil. Ja, mislim, da je eno vprašanje še neodgovorjeno, pa naj kolegi svetniki, ki so postavili vprašanja, tudi komentirajo, če so dobili odgovore. Ni pa bilo odgovorjeno vprašanje okrog podzakonskega akta. Kdaj in kako in torej kaj bo vsebina tega. Ostalo pa mislim, da je bilo. Da je bilo. Dušan, lahko tebe prosim za odgovor okrog podzakonskega akta. Verjetno govorimo o uredbi, ki bo izvajala tale zakon, ali je bilo mišljeno kaj drugega? Kolega Ucvirk, predvidevam, da ste mislili na podzakonski akt, ki ga zakon oziroma obrazložitev že napoveduje, ne, pa katerega vsebine še ne poznamo, ne, oziroma nismo videli. Ne. Kar izvolite, prosim. Ja. Ja, hvala lepa za besedo. Mogoče se najprej ustavim v okviru javne obravnave, ki ste na začetku omenili. Potrjevanje nacionalnega načrta za odpornost in okrevanje se kar malce zavleklo v poletne mesece. Zato je tudi naša časovnica za pripravo zakona bila zelo omejena. Predvsem pa moramo videti zakon kot izvedbo ukrepov, ki smo jih znotraj tega načrta že zapisali. In ta načrt se je usklajeval že pred tem dobro leto. Znotraj zakona smo navedli samo ključne elemente zakonske spremembe, ki smo jih potrebovali. Veliko večino izvedbenih pa pokriva uredba. Zato smo pri zakonu si nekako vzeli v tej ozki časovnici pravico, da smo javno obravnavo res skrčili na tisto, kar je bilo mogoče na 10 dni, ker smo se zavedali, da so spremembe bistveno manjše v primerjavi z uredbo. Pri uredbi, ki pa smo jo ravno tako pripravili in pripeli zraven vse osnutek zakonu, pa smo dali javno usklajevanje za celotno obdobje 30 dni in se izteče pravzaprav 6. decembra v ponedeljek. Tako da besedilo osnutka uredbe
je pripravljeno, noter vključuje tudi celoten nabor novih meril, njihovo vrednotenje po posameznih točkah in tudi korak naprej, kakšno je vrednotenje znotraj posameznega merila. Prej je bila beseda recimo o prednostnih sektorjih. Mi smo prednostne sektorje vključevali noter tudi zato, ker smo se k temu zavezali znotraj načrta, pri čemer pa nikakor nismo želeli drugim področjem, ki so ravno tako pomembna in potrebujejo preskok tako v produktivnosti kot pri zelenih merilih, zapirati vrata. Tako da konkretno merilo recimo prednostnega sektorja ima 4 točke od 100 znotraj celotnega elementa. Spravi, podpiramo vse sektorje, brez izjeme. Razen tiste, ki so eksplicitno omenjeni v evropski regulativi, da se ne smejo podpirati. Ampak prednostni sektorji so nekako še ena pika na i, se pravi identificirane panoge, kjer bi lahko bila dodana vrednost Slovenije v tem nišni obliki še posebej izrazita. Zdaj, lahko se spustimo tudi podrobnejšo diskusijo glede uredbe same, mislim pa, da bo ta diskusija se pravzaprav šele začela. V ponedeljek bomo skupaj izbrali vse pripombe iz javne obravnave, izkušali evalvirati in popraviti ta osnutek in potem je pravzaprav to priložnost, da se pogovorimo o tej izvedbeni fazi. Vsekakor želimo, da bi še v mesecu decembru, mogoče v januarju, tudi finalizirali uredbo in potem imamo pred sabo pravzaprav podlago za javni razpis. Mogoče samo še ena malce finančna dopolnitev gospodu Golobu, kar se tiče mehanizma, sredstev iz tega mehanizma. Se pravi, naše ministrstvo ima nekaj preko 400 milijonov evrov sredstev iz tega naslova. Od tega so za namene investicij določenih 150 milijonov. Ostala sredstva so namenjena tudi za digitalizacijo, za prej omenjen turizem, za krožno gospodarstvo in tako naprej. In znotraj tega fonda 150 milijonov je 88 milijonov pa pol namenjeno razdelitvi po tem zakonu, se pravi s poudarkom na višji produktivnosti, na zelenih merilih, dobrih 60 milijonov pa je usmerjeno na zakon o spodbujanju regionalnega razvoja. Tako da tudi kolegi bodo lahko spodbujali investicije, ki bodo usmerjene v podobne projekte z večjim poudarkom na regionalnih zasnovah. Moramo se pa zavedati, da ta investicijski paket ima eno posebnost in to je, da spodbuja investicije ob pogoju, da je 50% stroškov, upravičenih stroškov povezanih z opredmetenimi sredstvi in so zato še posebej zanimiva za podjetja, ki se grejo greenfield investicije, ki širijo proizvodno in tako naprej. Tako da v tej luči bo to zagotovo zanimivo za vse nosilce. Hvala. Hvala lepa gospodu Pšeničniku tudi za ta dodatna pojasnila. Tako da mislim, da okrog uredbe je boljše, da počakamo, da se zaključi javna obravnava. Še sprašujem, če ima kdo željo po razpravi. Ugotavljam, da ne. Zaključujem za razpravo. Zahvaljujem se, gospod Salecl, vam za vsa pojasnila, predstavitev, gospod Pšeničnik, prav tako tudi vam. In prehajamo na odločanje oziroma glasovanje. Prebrala bom predlog sklepa in sicer komisija predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju investicij podpira. Kdo je za, naj potrdi z dvigom roke? Je kdo proti? Ugotavljam, da ne in ugotavljam, da je od 9 prisotnih državnih svetnikov 8 jih je glasovalo za in smo zakon s tem podprli. Hvala lepa še enkrat objema za predstavitev in za odgovore in sem prepričana, da bomo prav na tej vsebini še veliko sodelovali. Hvala lepa. Hvala lepa tudi kolegom za udeležbo in zaključujem sejo.